En lep pozdravček vsem na moji strani. Torej, tisti, ki me še ne poznate, moje ime je Barbara Mali in smo tudi na strani Barbara Mali. Evo, danes sem rekla, se vam javim, da ker jutri imamo večer čiščenja, imenovan Radost poraza in tako se mi zdi, mogoče kdo sploh niti ne ve, kaj je to radost poraza. Mogoče delujete iz tega, pa sploh niti ne veste, da imate to. In sem rekla, da se javim malo in vam povem pravzaprav nekaj več o tem. Torej, radost poraza, ne? Torej, radost poraza je tisto, tako, a se nečesa lotimo, si nekaj zadamo, recimo ena taka tipična je na primer te novoletne zaobljube, rečemo, to bom naredil, tega se bom lotil, shujšal bom za toliko, ne vem, to bom naredil, nehal bom kaditi, bla, 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 ne vem, pač to so neki taki klasični primeri, teh je tisoče, vsak ima svojega, in pol po parih dnevih, po parih tednih spet prijemo neke stare navade in pol tako v bistvu, ali nam kar po neki strani, pač tako po določeni strani nam odleže, da nam ni uspela, ne? Ali pa dejansko, mislim tako, pač gremo spet v sodbo sebe, v smislu, spet mi ni uspel, oziroma lahko tudi pač zbiramo tudi neke dokaze, kako nam ne uspe, ali pa si celo oddahnemo, ker nam ne uspe. Ali pa se recimo lotimo nekih poslovnih projektov, imamo neko poslovno idejo, nekaj začnemo, in pol ne rata zadeva in kar tako, v bistvu nam kar tako nekje, v bistvu nam kar boljša, ne, kar lažje, ne. In to je radost neuspeha. Torej, pravzaprav rajši imamo neuspeh, kot pa uspeh, kot radost uspeha, ne. Ker, in to, no, na tem večeru čiščenja, ki ga bomo imeli jutri zvečer ob 8, torej nedelja 10. julij ob 8 zvečer, bomo prav gledali, torej, in čistili vse te razloge, ki povzročajo, da nam je bolj všeč ta radost poraza, da nam je potihem kar všeč, da nam ni uspel, ali pa si kar oddahnemo, kot da bi imeli res radost uspeha in dejansko, da bi uspevali na vseh področjih svojega življenja. Torej, lahko imamo tudi določena področja, kjer nam gre ful dobro, kjer tako uspevamo, imamo določena področja, kjer nam nič ne gre. A ne? In tudi, mislim, tudi tako, pač ljudje pridejo na te večere čiščenja tudi z nekimi čisto specifičnimi, ali z nekim področjem, ali neko čisto specifično zadevo in to potem pogledamo in sfacilitiramo. Torej, temu se reče facilitacija. Torej, v bistvu omogočimo tej osebi, da gre prek tega. A ne, da pogleda pravzaprav, kaj se tukaj resnično dogaja, zakaj je, mislim, v tem primeru našem, zakaj je lažje, oziroma rajši ima, da ji ne uspe, kakor da ji uspe, in da lahko gre prek tega, ne, namen tega je, da dejansko gremo pol prek tega in začnemo dejansko uspevati na vseh področjih, da imamo radost uspeha. A ne. In ja, pa recimo eno od teh takih področij, torej omenili smo telo, na primer posel, eno od takih področij je tudi z denarjem, a ne, torej lahko nam gre tako ful dobro, pa tako pride neka stvar, nekaj skreiramo, da se zataknemo, da zaustavimo svoje denarne tokove, ali da naenkrat se moramo ful denarja znebiti in dejansko pol tako, ali nam kar malo odleže, ne, fajn sem se znebil tega denarja, je bilo že kar neudobno, ne, da smo imeli preveč denarja, ali pa da nam je preveč dobro šlo in potihem smo kar ti malo odleže, kar si oddahneš, a ne. In dejansko, to je ta radost poraza, oziroma radost neuspeha, ker je nam bolj všeč to, da nam ne uspe, kakor pa da nam dejansko uspe. Da vidim, nekaj vas je pa z mano, en lep pozdravček, Ester, juhu! Pozdrav iz Gorice, dobimo posnetek na mail, seveda, vedno so moji ti seminarji oziroma srečanja so posneta, vedno dobite MP3 posnetek po srečanju, tako da brez skrbi, tudi če se slučajno morate v živo udeležiti, boste dobili, Vesna pravi, točno to. Ja, ne, in to je tisto odzadje, v bistvu, ko deluje,
da si tudi sami sebi ne dovolimo imeti res tega totalnega uspeha, mislim, in takšnega uspeha, kar vi mislite, da je uspeh, ker spet uspeh je lahko za vsakega od nas nekaj drugačnega. Mogoče celo za nekoga uspeh, da mu ne uspe, a ne, kar je spet tako crazy, a ne, sam noro, ampak dejansko imamo takšne nore poglede, zaradi česa pač se nam v življenju prikazujejo stvari oziroma aktualizirajo stvari na takšen način, kot se nam aktualizirajo. In to bomo jutri gledali. In tudi vse, kar je zdaj to prineslo na plan za vas, torej, koliko je uspeh, koliko je lahko za mene uspeh, ne uspeh, koliko je to. Ampak dejansko eni imajo raje, da jim ne uspe, torej, da lahko ostanejo nekem, kako bi rekla, sive miške, v nekem povprečju, nekem enaki vsem preostalim. Ali pa zaradi kakršnega koli drugega razloga, ali je to poznano, bi bil uspeh preveč neodoben, bi mogli preveč neodobnih stvari narediti, biti, prejeti, da bi to dejansko, kako bi rekli, zdržali, da bi še ta uspeh šel naprej. Tako da vse, kar je to zdaj prineslo na plan za vas, bi bili pripravljeni, prosim, vse to zdaj razgraditi in uničiti. Right and wrong, good and bad, pa nam pokoljen shorts, boys, povats and beyonds. Torej, za tiste, ki ste zdaj, kako je zdaj to rekla, to je čistilna izjava access consciousness, ki jo uporabimo, da najprej z nekim vprašanjem privzdignemo vse te neke nezavedne poglede, neke odločitve, neke sodbe, izračune, zaključke, ki smo kadarkoli glede česarkoli naredili in s čistilno izjavo to vržemo potem ven iz obstoja. Ja, torej, kaj sem še mislila reči? Torej smo rekli denar, pa ali lahko se to vam prikazuje v odnosih. Naprimer, začnete nek odnos in je na začetku tako, ful dobro, pa takoj najdete, ne vem, neke stvari, ki vas ful motijo, ne, to pa ni, in pa bamf, ne, pač spet ta odnos ne gre naprej, ali spet ko reče, spet sem enega takega, ali pa spet sem eno tako dobo. Dejansko radost neuspeha, ne. Nekaj je odzadaj, nekaj je, ali zbirate dokaze, zakaj vam pač nekaj ne bo ratalo, ali da vam nekaj ne rata. Različni razlogi so, in to bomo jutri vse pogledali, naslovili, tako da če imate kaj takega, če se vam kaj takega dogaja v življenju in mogoče, jaz bi rekla, da imamo skoraj vsi imamo to lahko na nekem področju, ali pa naprimer do določenega nivoja si bomo dopustili uspeh, potem pa naprej pa ono tako, ne, torej od tam naprej se pa začne ta radost poraza oziroma radost neuspeha. In to bomo jutri gledali, čistili, zato se imenuje večer čiščenja, razne aspekte bomo naslovili, vse to, kar boste prinesli s sabo, nobeno vprašanje ni spregledano, vsa naslovimo. Tako da, če bi se nam radi pridružili, bom tukaj pod tem videom objavila povezavo do dogodka, do malo več opisa. Je sam 50 € ta srečanja in so tako uro pa pol dolga in so torej to zdaj imam vsak mesec pravzaprav na določeno temo večer čiščenja oziroma tako, pač neke teme se prikazujejo zdaj zadnje čase in sam tako je, res so ti večeri čiščenja so dobesedno take ful potentne bombe, ki naredijo tako v vašem svetu. In ja, tako da, če bi se radi pridružili, še vedno čas za prijavo, tako da bom objavila to povezavo od spodaj in se pač lahko pogledate, malo več preberete in se tudi prijavite, pa se vidimo pol jutri. Torej, to poteka prek spleta. In po prijavi torej dobite tole povezavo Zoomovo, prek tega se dobimo in pol gremo akcija pogledati vse, kaj se dogaja, zato da nimamo radosti uspeha. To. Okej, da vidim, kaj še kaj pravite. Zataknjenost, ko ti gre dobro, jaz imam pri partnerstvu točno to, kar govoriš, no evo, bomo to vse pogledali. Evo, ja. Ja, tudi če še kako vprašanje glede tega v smislu samega poteka srečanj, tako je zelo preprosto, torej dobimo se prek Zooma, dobite pol po srečanju MP3 posnetek, v vsakem primeru, tudi če v živo ne morete, ker vem, da določeni pač ne morete točno to uro, ampak tudi če se prijavite, boste pol to dobili, tako da, ja, zadeve so simple. Okej, jaz vam želim en lep večer še naprej. Uživite, imejte se fajn, naredite si fajn večer oziroma dan, jutro, vikend in se kmalu
spet vidimo. Oziroma upamo, da se vidimo tudi jutri na tem večeru čiščenja. Ajde, čau, čau.